Dobro jutro iz Maribora. Danes bom govoril o spanju. Šel sem spat danes ob 00:30 približno. Zbudil sem se okoli 6 in sem spal tam nekaj okoli 5 ur. Ste se kdaj vprašali, zakaj sploh spimo? Kaj je namen spanja? No, jaz sem se tudi o tem spraševal in obstaja neko tako splošno prepričanje, da človek potrebuje tam okoli 8 do 9 ur spanja, če hoče normalno funkcionirati, da je zdravo toliko časa spati. Potem sem pa izvedel, da recimo živali ne spijo, da v bistvu počivajo, da njihovo telo sicer miruje po noči za nekaj časa, ampak so živali v polnem zavedanju samega sebe. In tudi pred leti sem bral eno knjigo, ki se imenuje Klicali so jo dvoje src. Govori o potovanju neke ženske med avstralske domorodce. In tam mi v tej knjigi avstralski domorodci povejo, da oni v bistvu ne spijo oziroma ne sanjajo, da živijo praktično svoje sanje. In potem sem se tudi začel spraševati, zakaj sploh ljudje spimo, kaj je sploh finta v tem, kaj je to potreba. In se mi je zdelo, da je to res povsem nekaj nesmiselnega, da izgubimo svoje zavedanje, da čez dan se zavedamo, kaj počnemo, potem pa zaspimo in pozabimo med spanjem, kaj smo počeli prejšnji dan. In tudi sem se spraševal, koliko je sploh potrebno spati, koliko časa in kako bi zmanjšal spanje, količino spanja, zato da bi lahko več naredil, ker spanje nam pobere ogromno časa na dan. Slišal sem tudi, da nekateri uspešni ljudje, podjetniki in slavne osebnosti spijo veliko manj časa, tam nekje 3 do 4 ure na dan. In sem začel raziskovati, kako lahko tudi jaz zmanjšam količino spanja. Naletel sem na določene videoposnetke, audioposnetke in tiskovine preko interneta, forume, kjer se te stvari opisujejo, in sem jih začel študirati. Povezavo do teh gradiv bom tudi navedel v opisu tega videoposnetka, tako da si jih prosim poglejte od spodaj, kliknite in pojdite na te povezave. Tudi v svojih blogih sem nekaj napisal glede tega. Predvsem sem pa odkril nekaj zelo zanimive, tako imenovane meddimenzijske intervjuje, ki govorijo o sami zgodovini nastanka vesolja, o tem, kako se je razvijal tako imenovani umsko-zavestni sistem, da v zgodnji zgodovini stvarstva bitja niso spala, so bila vedno v polnem stanju zavedanja. Potem se je pa ustvaril ta umsko-zavestni sistem, ki je pripeljal do tega, da so bitja začela zapadati v stanja izgube zavedanja, tisto, kar mi danes tudi rečemo spanje. In da se je dejansko možno osvoboditi tega uma oziroma umsko-zavestnega sistema ter na ta način prvič zmanjšati potrebo po spanju, potem pa po možnosti v nekem času evolucije tega procesa tudi popolnoma odstraniti potrebo po spanju, dobiti polno zavedanje
biti stalno v polnem zavedanju svojega življenja. Ker stvar je v tem, da če nekaj počnemo in potem pozabimo na to, kaj smo počeli, potem naslednji dan oziroma v naslednjih dogodkih si rečemo, pozabil sem na to, kaj sem počel, in zaradi tega, ker sem pozabil, mi ni potrebno prevzeti odgovornosti za svoje dejanja, ker se ne spomnim, kaj sem naredil. In to je celotna problematika na našem svetu, v našem stvarstvu, ker se ne zavedamo, kaj smo počeli v preteklosti. In zaradi tega si rečemo, saj mi potem nismo odgovorni za to. Če se pač ne spomnim za to, kaj sem naredil, potem nisem odgovoren za to, kaj sem naredil. In proces zmanjševanja spanja in spominjanja na naša dejanja v preteklosti je tudi proces prevzemanja odgovornosti, da postanemo bolj odgovorni ljudje. Zato tudi vas vabim k temu, da te stvari raziščete. Poleg teh gradiv za zmanjšanje spanja bom tudi še določene druge povezave v zvezi s tem od spodaj pod videoposnetkom navedel. Tako da vabim na raziskovanje potencialov osebnega razvoja in se slišimo naslednji dan zopet za kakšno zelo zanimivo temo. Čau!